Danes v Pomurskem dnevniku. Tekma Mura proti Aluminiju. Otvoritev v Dubrovniku. Selitev rib. Podiranje drevoreda. Vreme, jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto je bila v Fazaneriji odigrana prva tekma po reprezentančnem premoru. Ta nevtralnih gledalcev ni razočarala, precej bolj nestrpni pa so bili tisti, ki jim srce bije za Muro. Mura se je pomerila z Aluminijem in zmagala s 3-2. Mura je v drugo tretjino prve lige Telema vstopila s tesno, a pomembno zmago. V Fazaneriji so v tekmi preobratov klonili Kidričani, Sobočani pa so do zmage prišli z golom v 83. minuti. Še pred tem pa je v 73. minuti izenačil na 2-2 Jan Gorenc. Mislim, da smo tekmo začeli dobro. Dosegli ta zadetek oziroma njihov avtogol. Na to mogoče malo padli, še kar napadali, ustvarili neke priložnosti, na to smo pa v drugem polčasu prenosavno dobili tega zadetka. V bistvu iz njihovih dveh priložnosti, ko smo imeli celo tekmo, na to pa smo mislim, da začeli veliko boljše igrati, hitreje in vse in na koncu zasluženo zmagali. Murin igralec Auro, ki se je pred dnevi na igrišče vrnil po poškodbi kolena, je v končnici srečanja natančno sprožil z razdalje in črno-belim priigral še 5. zmago. Mi smo, dokler sodnik ne odpiskal konec tekme, mi gremo na polno, damo vse od sebe, tako da smo veseli, da smo preobrnili tekmo. Tekma je bila težka, zato je Šimundža na fante zelo ponosen. Tekma z dosti preobrati, zelo dinamična, gledljiva. Verjamem, da so gledalci uživali na stadioni pred malimi zasloni. Dejstvo je, da smo bili mi dinamičnejši in bi se strinjal z vami, da ravno za ta zadetek smo bili boljši nasprotnik danes. Strateg domače ekipe je dodal, da je imel Aluminij manj priložnosti kot Mura, ki je bila nevarna na postavljeno obrambo tekmeca, izpal proti napadov in prekinitev. Celotno tekmo smo bili dobri. Imeli smo in dinamiko, in tempo, in ideje, katere nasprotniku Aluminiju ne odgovarjajo. Predvsem v prvem polčasu smo prihajali v situacije, ki bi lahko malo bolj konkretizirali. Včasih je bilo malo tudi nesreče, včasih je bilo tudi malo slabša komunikacija, kako in kaj, ampak z željo, podobo fantov, ravno to, kaj smo se dogovarjali na način, kako prebijati njihovo čvrsto obrambo, smo bili skozi celotno srečanje dokaj dobri. Muro že v četrtek čaka evropska tekma proti Renu v Ljudskem vrtu. V prihajajoči tekmi je Šimundža bil kratek. Kojem predvsem našo dobro igro in eno hrabrost, ki je potrebna v takih tekmah. Mura na lestvici prve lige Telemah trenutno z 20 točkami zaseda 5. mesto in za Mariborom zaostaja le za točko. V petek je v Murski Soboti potekalo tradicionalno trejzino senje, ki je bilo tokrat omejeno na del Slovenske ulice, od krožišča pri Zvezdi do križišča pri Diani. Senja se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Obiskovalci na trejzino senji so bili navdušeni. Med epidemijo namreč takšnih druženj ni bilo. Tudi minister Počivalšek je izrazil navdušenje. Najprej moram povedati, da sem navdušen nad trejzinim senjem. Prejšnjo soboto in nedeljo sem bil na prireditvi Kozjansko jabolko v mojih krajih, v ruralnem področju. Danes sem na tem trejzinem senju v mestu in to je en dogodek, ki ima definitivno tradicijo, ampak mi je tukaj zanimivo zato, ker znate v mestu narediti neko sprego starega, avtohtonega in na drugi strani modernega. Ta prireditev je pomembna tudi zato, ker na nek način označuje, da se po malem ta panoga sejemske dejavnosti, ki ima zelo širok spekter, obnavlja potem ali pa v post-covid obdobju na eni strani, in na drugi strani je pa to priložnost za prezentacijo tega, kar naši kraji v tem avtohtonem smislu nudijo, in verjamem, da bo to prišlo še bolj do izraza, ko pridemo do tistega polnega zagona turizma, v katerem je pa Prekmurje
tudi zelo močno. Turizem je pomembna gospodarska panoga. Moč slovenskega turizma je predvsem v tem, da smo v vseh regijah dejavni, ne glede na letni čas. Smo na nek način turistična destinacija 365 dni, nimamo nekih sezon in tukaj je naša moč. Seveda pa je bila ta panoga najbolj prizadeta znotraj covida in veseli me, da smo za celotno gospodarstvo pravočasno in hitro reagirali. Na drugem mestu pa, da je turistična panoga, morate vedeti, bila deležna milijarde evrov pomoči skozi vse te silne ukrepe, 8 protikoronskih paketov, poseben zakon za intervencije ali pa pomoč v turizmu in najbolj ponosen sem poleg vsega ostalega kljub vsemu na odločitev vlade za turistične bone leta 2020-2021. Boni za pomoč v turizmu so na začetku predstavljali veliko dilemo. Zato smo bili pred dilemo, kako turizmu pomagati. Ali dati turističnim podjetjem denar za to, da ne delajo, ali isto vsoto denarja razdeliti med vse prebivalce Slovenije in pač prisiliti, kakorkoli se to trdo sliši, turistično gospodarstvo, da se mora potruditi, da pridemo k njim. In tukaj smo naslovili še en kolateralen pozitiven učinek, da spoznavamo skozi te turistične bone vsi Slovenci, da je v Sloveniji marsikje tako lepo, da se splača tudi v bodoče priti sem. Seveda je to začasen ukrep, s katerim smo gospodarstvo omogočili, da preživi. Za konec minister Počivalšek še upa, da bomo še trajajočo krizo skupaj prebrodili. Turizem po covidu bo namreč drugačen. Drugačen bo na prvem mestu zato, ker je na prvem mestu vprašanje zdravja. In Slovenija je bila že pred covidom na nek način koncipirana kot destinacija za 5-zvezdična doživetja. Mi vse to imamo, mi nismo destinacija za masovni turizem in imamo večino gostov v krogu 500 km okrog Slovenije. Milano, München, Dunaj, Budimpešta, Beograd in na to področje se bomo skoncentrirali z promocijskimi aktivnostmi, seveda pa morajo vsi ponudniki na tej naši domači strani narediti nekaj, da bo ponudba drugačna. V turističnih potencialih v Pomurju je še dodal: Tukaj ima pomurska regija absolutno strahovite potencijale skozi obstoječa zdraviliška jedra manjših hotelov, skozi ponudbo kmečkih turizmov in pa skozi ta mestni kulturno-zgodovinski pristop. V soboto je v Dubrovniku potekala svečana otvoritev in uradna predaja Centra za zaščito in reševanje Dubrovnik. V centru bodo tako skupaj delovali gasilci PGD Dubrovnik, občinsko gasilsko poveljstvo, štab civilne zaščite in policija. Začetek celotnega sobotnega programa je bil že ob 12:30 uri, ko je v Dubrovniku potekalo odkritje spominske plošče in predstavitev knjige. Svečano otvoritev centra pa so pričeli s slovensko himno. V Dubrovniku so končno prišli do novega objekta. Že leta 2012 so ob gasilskem prazniku iskali rešitve in ideje, kako rešiti prostorsko stisko. Po preudarnem in modrem premisleku pa smo sprejeli odločitev o novem objektu in mu dali preprosto ime CZR Dubrovnik, Center za zaščito in reševanje Dubrovnik. Župan je v govoru še izpostavil, da je na koncu pri dogradnji objekta prevladala zdrava kmečka pamet. Težava je bila v zagotovitvi denarnih sredstev. Vse se je iz prvotnih cirka 300 000 evrov, projektantska vrednost je ta povečala na takratnih predvidenih 600 000 evrov. Vendar je treba takoj opozoriti na dejstvo, da se je delno upoštevala želja gasilcev za povečanje objekta, za ureditev zgornjih skupnih prostorov oziroma tistih prostorov za večnamensko dvorano. Nov objekt ima tudi garaže in urejeno okolico. Danes Center za zaščito in reševanje nudi 1200 kvadratnih metrov lepo urejenih notranjih površin in cirka 2000 kvadratnih metrov zunanjih površin zelenice in parkirnih površin. Objekt ima garažne prostore, garderobe, sanitarije, pisarno za gasilce,
V večnamenskem prostoru pa je pisarna za policijo, v prihodnosti pa še za občinsko gasilsko poveljstvo in civilno zaščito. Zgornja dvorana pa bo nudila možnost za srečanje, izobraževanja in tudi za ostale dejavnosti. Novo dvorano so v Dubrovniku že preizkusili v času mednarodne konference, ko so se stankovali predstavniki osnovnih šol Pomurja in Centra za socialno delo. Čaka pa nas seveda še nadaljevanje v opremljanju, ki pa upam, da ne bo tako dolgo in da bo podpora države, predvsem gasilcem, malo bolj prijazna in radodarna. Prvi znaki tega seveda še že kažejo. Seveda pa občino čakajo že naslednji projekti v naslednjih letih, ki bodo močno zaznamovali razvojno pot in poslovno strategijo s ciljem zagotavljanja kvalitete življenja občank in občanov in zagotavljanja tako zaželenih tudi novih delovnih mest in da ohranimo še zelo potrebna delovna mesta in da bo občina živa in poseljena. Novi prostori potrebujejo še ustrezno opremo. Župan Kardinar ob tem upa, da bodo deležni čim večje podpore s strani države. Več o dogajanju v Dubrovniku pa v oddaji Aktualno. Včeraj so ribiči iz Bukovniškega jezera selili ribe v okoliške lovne vode. Dlje časa sanacije potreben nasip bo v prihajajočih dneh končno urejen. Pristojni so že meseca junija po ogledu ugotovili, da je nasip pri Bukovniškem jezeru premočen in spušča. Gladina vode jezera je že takrat bila spuščena za 40 cm. S tem so želeli čim bolj zmanjšati pritisk na nasip. Praznjenje jezera na Bukovnici poteka že nekaj dni. V prihajajočih dneh bodo ob jezeru namreč končno pričeli z ureditvijo nasipa ter okoliških brežin. Več ribičev je včeraj skrbelo za premeščanje rib v ribji bazen pri ribiškem domu v Lendavi ter v okoliške lovne vode. V Murski Soboti bodo pričeli s podiranjem dreves kroglastega javorja na severni strani ulice Štefana Kovača od križišča s Kardoševo ulico do gledališča Park. Na soboški občini pravijo, da so stara drevesa v drevoredu različne starosti, tako da je bil razpon med njimi tudi 10 let in več. V Murski Soboti bo padel še en drevored, in sicer na ulici Štefana Kovača. Več dreves je bilo skozi več let zaradi dotrajanosti in poškodb odstranjenih, tako da je v samem drevoredu ostalo le še kakšno popolnoma zdravo, vitalno drevo. Sicer pa bodo stara drevesa nadomestili z novimi. Tako bo zasajenih 27 dreves iste vrste, kroglasti ostrolistni javor. Ta zraste v manjše listopadno drevo s kroglasto kompaktno krošnjo z živo zelenimi listi, ki se jeseni obarvajo rumeno-oranžno. Vrednost del, ki se bo dokončala predvidoma 11. novembra, je ocenjena na nekaj več kot 20 000 evrov. Pred zasaditvijo novih dreves bodo delavci komunale odstranili obstoječa. Izkopali bodo štore ter odstranili obstoječe travne plošče. Okrog dreves bodo namesto trave tokrat zasajene okrasne rastline imenovane pokrovnice. Postavili bodo tudi klopi, koše ter stojala za kolesa. Na soboški občini še dodajajo, da bo z ureditvijo ulica dobila nekdanji videz, pod krošnjami dreves pa bo mogoče tudi posedeti na novih klopcah. Urbana oprema pa bo med drugim preprečevala tudi nedopustno parkiranje med drevesi. Jutri bo delno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 11 stopinj, v Radencih 10, v Murski Soboti 9 ter v Lendavi 8 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji okoli 3 stopinje, dnevne pa okoli 18. V sredo bo v vzhodnih krajih sončno, zjutraj bo tam po nekaterih kotlinah megla. Na zahodu bo vse bolj oblačno, v hribovitem svetu bo popoldne občasno rahlo deževalo.
Pihati bo začel jugozahodni veter, toplo bo. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 11, čez dan pa od 17 do 20 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.